3,141592. 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3. To neskončno število decimalk je matematična konstanta pi. Pa poglejmo, kaj je to. Polmer in premer kroga je preprosto izmeriti. Kaj pa obseg? Ta se povečuje s povečevanjem premera. A razmerje med premerom kroga in obsegom ostaja vedno enako in to je število pi. Pi pri računanju obsega kroga, ki je število pi pomnoženo s premerom, pomaga že 4 tisočletja. Pi je matematična konstanta, kar pomeni, da ostaja vedno enak. Število pi je med drugim posebno v tem, da ima neskončno decimalk, ki se nikoli ne začnejo ponavljati. Zato je recitiranje tega števila zelo velik izziv. 7-letni Edvard našteje 1500 decimalk tega števila, njegova 5-letna sestrica Frida pa 300. Mi je od ate sodelavec v službi mi je predlagal, da bi šel se učiti število pi. Ker se je Edvard in potem mi je postalo zanimivo in sem še jaz. Z učenjem tega števila na pamet tudi odlično vadimo pomnjenje. Vsak ugotovi, kakšen način mu pri tem najbolj ustreza. Na začetku sem si na en list s 100 številkami začel pisati, na kaj me spominjajo. Potem me pa vedno sčasoma nisem več tega rabil. Do 300 sem se naučila tako, da sem dala številke po 3 in potem po 9 kot telefonske številke. Sem si delal pare pri številkah, potem pa sem si zapomnil. Da sem si gledala in sem potem govorila. Svetovni rekord je recitiranje 70 tisoč decimalk števila pi. Slovenski rekorder pa ostaja dijak Tibor, ki je pred 2 letoma na pamet zrecitiral več kot 10 tisoč decimalk. Zato je porabil uro časa. Po 5 naenkrat in sem si v bistvu zapomnil te petke, te decimalke po 5 naenkrat kot nek vzorc in sem potem to skupaj sestavljal. Učil sem se jih pa ponavadi okrog 100 naenkrat. Tibor pravi, da mu takšen trening spomina pride prav pri predmetih, kjer se je treba kaj naučiti na pamet. Številu pi je nemogoče priti do konca, a pot v to smer je vseeno koristna in zabavna.